v principu je manj nevarna kot liter benzina, kar se tiče vnetljivosti. Je pa problem baterij to, da se gasi čist drugače. Se pravi, gasilne metode, ki jih poznamo za druge snovi, so drugačne kot za baterije. Ne gre se, da bi bile baterije bolj gorljive. Statistika kaže, da je električni avto na 100.000 kilometrov, da ima 11-krat manj požarov kot fosilni avto. Tako da to ni neka blazna vnetljivost, je pa drugače. Se pravi, ko se ožge, se je treba uporabljati druge postopke, pa druga gasilna sredstva. Če imate vi liter benzina in ga polijete, bo vedno enako gorljiv. Baterija je pa malo drugače. Se pravi, ko imate vi baterijo skoraj prazno, jo ne boste vžgali. To pomeni, če je avto prazen, ni šans, da boste vi baterijo zakurali. Ta je recimo na nekje 10-15%. Mednarodni predpisi za pošiljanje baterij po recimo letalskim prevozom so, da morajo biti napolnjene do največ 35%, ker pri tej napolnjenosti baterija praktično ni gorljiva. Potem imate eno stanje od 35 do 60%, kjer je slabo gorljiva, nad 60%, kjer je vnetljiva in nad 80-85%, kjer je zelo gorljiva. Obstaja več vrst kemij. Baterije, ki imajo veliko kobalta, so bolj gorljive, so pa lažje. In zdaj so se eni proizvajalci že lotili in delajo vozila iz litij ferofosfata. Tista naj sploh ne bi bila gorljiva. Mi smo jo zdaj nafilali na 100%, bomo videli, če je to res. Iz teh baterij so delani hišni zalogovniki. Ne take oblike, okrogle, ampak ta kemija. To je, tle noter kobalta ni. Kobalt je tisti, ki spodbuja generacijo ognja. A veste, proizvajalec za vsako novejšo kemijo, ki je, dela manj gorljive. Lažje jo žgeš, če zrak not pustiš. Zaradi tega so vse avtomobilske baterije v takem aluminijastem ohišju pridno gori. Ko samo tli, ko se noter znotraj cmari, ne preseže 300 stopinj in aluminij zadrži. Plastika pa ne. Če imate v skiroju plastično hišjo, zato pa ravtih ne sme biti v plastičnem hišju. Skiroje pa... Vse stvari so gorljive. Baterija pa dolg časa gori, pa klasično z nekim CO2-jem, pa to jo ne boste pogasili. Izkušnje kažejo, da je najboljša voda, je pa treba tle še kar nekaj znanja dobiti.